Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Danes z nami v podcastu Alumni Connect Ognjen Backovič. Bil je zelo pomemben člen slovenske rokometne reprezentance, s katero je med drugim leta 2004 osvojil srebro na domačem evropskem prvenstvu. V duhu športne statistike za reprezentanco je zabeležil 118 nastopov in dosegel 174 golov. Po končani karieri ga je poslovna pot vodila v trženje, v prodajo, med drugim tudi na študij Ljubljana MBA na ekonomski fakulteti. Danes je direktor prodaje poslovne enote Broadband v kranjskem Iskratelu. Ognjen, hvala, ker si z nami danes. Me veseli. Mogoče za začetek, ker bova začela v športu, kaj je bil najlepši občutek v športni karieri, pa ga lahko primerjaš s čim v poslovnem svetu, ali je to čist nekaj drugega? Lahko pač občutek v športu, ko recimo jaz sem v rokometu bil in tam je cilj, da dosežeš gol. In ko dosežeš gol, je ta nek občutek pač res zadovoljstva, veselja pa tako naprej. In tukaj tudi v poslovnem svetu so neke situacije, ko te preplavi to neko zadovoljstvo, ko je nekaj dobro narejeno, sploh jaz delam bolj v prodaji, tako da tukaj z prodajnega vidika, ko zaključiš neko prodajo in tako naprej. Kar se tiče kariere kot take, nek najbolj tisti občutek, ki je mogoče neponovljiv, pa me je zaznamoval, je, ko smo se uvrstili v finale na Evropskem prvenstvu v Sloveniji, se pravi, premagali smo Hrvate, kar je hkrati pomenilo, da smo tudi uvrščeni na olimpijske igre, ki so bile takrat tisto leto v Atenah. Bili smo praktično že dobitniki medalje. Na domačem igrišču premagati Hrvate je vedno poseben občutek in je pač nek občutek evforije, delirija, ki moram priznati, da ga pa v poslovnem svetu v tej obliki, v takšni količini emocij, pa v taki intenziviteti še nisem doživel, pa nisem prepričan, da ga bom v poslovnem svetu. Točno to sem te hodila vprašati, če si iskrenja, misliš, da boš lahko toliko čustev še doživel v poslovnem svetu, ampak si mi dogovoril, da verjetno Mislim, da težko. Ni ponovljivo. Ja, vseeno je tukaj tudi pač šlo je za reprezentanco, kjer je tudi vseeno ta nek podton, da predstavljaš svojo državo in tudi igraš v dresu z nacionalnim grbom in je to še nek dodaten pač tisti drive, neka dodatna dimenzija, ki vse skupaj dvigne na višji nivo. Če bi se malo pohecil, ne vem, da bi bil občutek delirija, če bi, ne vem, prodal kaj za 100 milijonov ali pa ne vem kaj v tem poslovnem svetu, ampak ta dimenzija, da v bistvu predstavljaš, da za tabo je pač, ne vem, država in da si nekaj uspel na tem nivoju mednacionalnem, je pač po mojem v poslovnem svetu težko izvedljivo. Zakaj misliš, da so toliko večja čustva v tistem svetu, pa si omenil grb, državo, komu pripadaš, kot pa v biznisu? Mogoče tudi država, podjetje. Res je pa bolj intenzivno, krajše. Tekma traja recimo rokomet 60 minut in ti v 60 minutah pač kar narediš. Ko se izteče 60 minuta, nimaš časa za popravek. V poslovnem svetu vseeno to traja dalj časa, sploh če gre za neke večje zadeve, večje projekte in tudi vmes že nekako vidiš, kako se bo stvar ali se bo uspešno izpeljala in tako naprej. Tako da sigurno je pač neko zadovoljstvo in tako naprej, ampak ni pa mogoče toliko intenzivno, kakor je v športu, kjer gre za nek krajše časovno obdobje, pa vseeno tudi vzdušje, publika, vse to naredi svoje. Omenil si publiko, kaj pa soigralci versus sodelavci? To pa mislim, da je dosti podobno. Ali bi lahko bil enako močen bond? Odvisno malo od vrste dela. Namreč v športu je dostikrat, skoraj vedno potuješ skupaj, ne? Na tekmo, sploh če so to neke evropske tekme, kjer se pol tudi prespi pa tako naprej in v bistvu količina časa, ki jo preživiš z njimi, tudi posledično pomeni, da se zares zbližate in si pač
ste si nekako blizu, da ne rečem, kot druga družina. Zdaj, sodelavci je malo odvisno od vrste dela, katero imaš. Določeni ljudje lahko delajo od doma, pol sigurno ta bond, ta navezanost ni tako velika kot mogoče v športu. Po drugi strani, če pa gre za neko manjšo enoto, manjše podjetje, manjšo poslovno enoto in če je tudi prisotno, mogoče v prodaji več teh potovanj, kjer dalj časa preživiš skupaj, se pa sigurno na dolgi rok potem razvije ta neka povezanost. Bi ostala še malo pri primerjavi, upam, da te ne moti, verjetno ne velikokrat poslušaš. Malo me moti, zaradi tega, ker v bistvu je zmeraj tako, da te gledajo skozi te neke, da me gledajo skozi te neke športne oči, kar je včasih dobro, včasih je pa tudi mogoče malo, kako bi rekel, mogoče me malo moti, bi si bolj želel, da je to malo bolj na strani. Aha, da je. Ja. Zmeni, da to, kot verjetno te je zaznamoval rokomet, logično, in bi danes raj začel brez to poslovno pot? Ne. Jaz samo pravim, da ta primerjava, pa mogoče ta prva asociacija, da včasih me malo zmoti, ne bi nič spremenil. Mislim, da pač moja pot ima svoje pluse pa minuse, kar se tiče neke poslovne kariere, recimo, da sem kasneje začel kot mogoče neki običajni ljudje oziroma ljudje, ki nimajo športne kariere in dajo pač ta študentska leta in prve zaposlitve in to čez. Tako da z tega vidika mi mogoče manjka z mojimi sovrstniki, ljudmi, ki so enako stari kot jaz, nekih izkušenj iz prav poslovnega sveta, imam pa veliko drugih izkušenj, kar se tiče športnega sveta in teh medsebojnih odnosov, in zelo veliko vzporednic se da potegniti med športom pa poslom, in tukaj mislim, da je pa to nek plus, neka dodana vrednost, ki jo pa pač imam pa lahko uporabljam v poslovnem svetu. Ne bom te vprašala, kako bi primerjal tujino v športu pa poslovne poti danes, tako da to se ne bati. Tujina, 7 držav pa 10 klubov, če se ne motim. Verjetno. Okay. Ja, sem prebrala, piše. Kako, oziroma kaj ti je dala ta tujina? 7, ne 7 kultur, ampak 7 držav pa? Predvsem tujina ti da neko širino, se mi zdi. In to se dostikrat pogovarjam s prijatelji, pa tudi doma z družino. Jaz sem zelo zagovornik tega, da bi vsakdo od nas šel za nekaj časa živeti in delati v tujino. To današnje je lažje kot mogoče v tistih časih, ko sem jaz študiral ali pa hodil na fakulteto, da tako rečem. Takrat je sicer že bilo ta Erasmus izmenjava, ampak sem ravno rekel, da če ne bi imel te športne kariere pa te možnosti, bi sigurno iskal to neko priložnost, da vidim, kakšno je življenje in pa delo v tujini. Meni je to dalo neko dodano vrednost v tem kontekstu, da spoznaš ljudi, da si soočen z nekimi situacijami, kjer ne znaš jezika in se moraš nekako znajti, se pravi, nadgradiš te svoje neke social skills, kot bi se temu reklo. Jezikov se naučiš. Jaz sem pač igral v Španiji, pa sem se španščino naučil, pa v Nemčiji sem nemščino izboljšal, pač kjer v drugih državah potem pač si pomagaš z angleščino. In vse te stvari pa spoznavanje drugih ljudi, kultur, navad ti da neko širino in potem v bistvu se mi zdi, da se nikoli več ne vrneš na to omejenost, ki jo imaš, dokler se ne premakneš iz nekega domačega lokalnega okolja. Omenil si Španijo. Koliko časa si živel v Španiji? 3 leta. Kako bi primerjal špansko okolje takrat, ko si ga gledal skozi oči športa, pa nasprotnikov, pa klubov drugih in tako, ali pa danes, ko greš na sestank? Ne vem, če se je kaj zares spremenilo. Zelo veliko vzporednic je. Španci so znani po tem, da so zelo
sproščeni do meje neke flegmatičnosti, vse je, vsaj tako sem jih jaz doživel, sploh v športu. Manjana, se pravi jutri bomo jutri zrihtali, bomo jutri kaj naredili, če je bilo potrebno kakšno papirologijo, dokumente urediti v klubu, se jim nikamor ni mudil. Na splošno za katerekoli zadeve so zelo taki ležerni, zelo značilno za njih je neka sproščenost, ležernost in tako naprej. V poslovnem svetu sem ravno pred kratkim bil na sejmu v Španiji. Recimo ena stvar, ki je mene presenetila, zdaj ne vem, če to na splošno velja za Španijo kot tako, ali je mogoče samo v tej panogi pri meni bilo ali pa na tem sejmu, ampak jaz sem nekako navajen, ko grem na sejme, pa če sem tam v obliki pač gosta ali pa če razstavljamo, da se dogovorim za sestanke pred sejmom in da se v bistvu tudi dogovori nek termin, kdaj bo ta sejem. Ko sem bil pri prejšnjem delodajalcu, smo razstavljali v Nemčiji na večjih sejmih in ponavadi sem tudi s svojimi strankami se nekako zmenil za ta nek časovni termin, časovni okvir, kdaj bodo prišli na stojnico, kdaj bomo imeli sestanek, tudi zaradi tega, da se v bistvu, da ne prihajajo naenkrat vsi kupci, ampak da se lahko res posvetiš vsakemu od njih. No, v Španiji na primer nimajo te navade, v Španiji sem probal nekako se za sestanke zmeniti oziroma sem temu našemu predstavniku, ki pokriva španski trg, dal to navodilo, ampak je enostavno rekel, da pri njih ni ta navada in da tam enostavno, ko si na sejmu, pol nekako se zmenijo, se pokličejo, pridejo, ko imajo čas in nekako se je vse skupaj šlo. Res je bilo, jaz sem bil pol skeptičen, da bomo sploh imeli te sestanke, da ne bo zmanjkalo časa, da bodo večjih naenkrat prišlo, ampak nekako se je vse po nekem čudnem španskem naključju, v njihovi sproščeni, ležerni obliki se je vse skupaj super išlo. Če ne danes pa manjana, ne? Če ne danes pa jutri, bo že, ne, pač njim se ne mudi. V Švici si bil tudi. Katero okolje ti je bližje? Švica. Za delati Švica pa Nemčija, ker mi bolj ustreza, ker je bolj urejeno, lažje se zmeniš, bolj je strukturirano in tako naprej. Španija pa definitivno, kar se življenja tiče, kar se tiče nekega splošne klime, vzdušja, je pa pač Španija. Ti si omenil dve državi, ki imata pač malo nasprotno kulturo oziroma definitivno ne enako. Kdo pa je Ognjen v smislu športnika, poslovneža ali pa privat? A so tri različne osebe ali je ena, ali komu si privat bolj podoben? Dve različni, zaradi tega, ker športnika ni več. Okay. To je bilo, pa se definitivno dve različni. Pač v službenem okolju, poslovnem okolju je pač z nekim razlogom si nekje, da bi se nek projekt zaključil, da bi se neka naloga naredila, da bi pač dosegel nek cilj, ki je pač lahko manjši, večji, glede na tisto, kar je v tistem trenutku pač opravljaš, a je to, ne vem, posel v smislu služba, ali je to nek sejem, ali je to obisk pri partnerju, obisk pri kupcu, sestanek, kakorkoli, zmeraj je neka agenda, zakaj se kaj počne, zakaj si pripravljen, zakaj si pač delal in tako naprej. Privat je pa to drugače. Privat je pa bolj sproščeno, bolj ležerno, odvisno od tega, kaj mi paše, kaj si želim. Tako da to sta dve zelo ločeni osebi. Nimaš nemških običajev? Ne, odvisen kakor kje, no, ampak ne. Veliko zdaj govoriva o tujini. Si razmišljal, da ostaneš po karieri ali si takoj vedel, da se vračaš? Po karieri sem jaz sicer živel pa delal enih 8 mesecev v Švici. Načeloma pa nisem resno razmišljal, da bi ostal v tujini, če bi se pokazala neka priložnost v smislu zaposlitve, kariernega nekega koraka takrat, bi razmislil, ampak zaradi družine oziroma otrok sem vseeno nekako skozi imel v glavi, da bi se vrnil v Slovenijo. Aha, no veš, to nisem. Ti si imel družino že, ko si bil še v vrhunskem športu pa v tujini? Tako, ja. Aha, okej. Pa so živeli s tabo potem? Potem so se pa vrnili sem, jaz sem pa še tam zaključil pol kariero v tujini, oni so bili pa že tukaj. To obdobje, ko si zaključil, ali pa je bilo pač prehodno, ali kakorkoli mu rečeva, si takoj vedel,
kaj boš? In je bilo to neko pozitivno obdobje ali so bili pač negativni občutki? Nekje sem bral v eni raziskavi, da mislim, da 50% športnikov kot takih trpi za depresijo, ko zaključi svojo športno kariero. Je izredno nehvaležno in stresno obdobje v športnikovem življenju. Športnik je tako kot produkt v poslovnem svetu, pač enostavno se izteče njegova življenjska doba. Gre pa za ljudi, ki so stari odvisno od športa, odvisno od panoge človeka, ampak nekje 35 let, plus minus. Zdaj se ta obdobje, dokdaj se igra ali pa dokdaj traja neka športna kariera, podaljšuje, pač lahko tudi do 40, ampak še zmeraj najkasneje recimo, pač tudi ne izjeme, ki imajo res dolge športne kariere, zaključijo nekje pri 40 letih, kar je v bistvu so najboljša leta nekje za produktivnost človeka, hkrati pa več ne veš kot športnik, kaj bi počel. Smisel nekega vsakdana, ko si pač vsak dan imel začrtan v nekem treningu, nekih tekmah, pač vse je bilo začrtano, takrat zgine in za športnike je to izredno težko, da si potem osmislijo, kako naprej. Jaz sem vedel, da bo do tega enkrat prišlo. Vedel sem tudi, da v športu verjetno ne bom ostal, nisem nikoli razmišljal o tem, da bi bil trener. Kar se tiče drugih nekih funkcij znotraj športa, v Sloveniji je zelo težko, da bi bil nek športni direktor ali pa da bi kakšno tako funkcijo imel v klubu. Zaradi tega sem jaz že prej v bistvu razmišljal o tem, da bi po športni karieri v bistvu se zaposlil, nadaljeval neko poslovno pot oziroma normalno ali pa poslovno kariero. In sem v tej luči tudi začel študirati, že imeti svojo kariero. Meni se je zgodilo, da pri 32 sem utrpel hudo poškodbo. Strgal sem ahilovo tetivo, kar je pomenilo regeneracijo nekih 8 mesecev. Takrat je tudi prišlo prvič do vprašanja, kako naprej v smislu kluba, ker je tako dolga regeneracija in potem je tudi vprašanje, v kakšni obliki oziroma kako se vrneš nazaj, koliko si zmožen, a bo to ta poškodba tetive, a bo vplivala na fizične sposobnosti za naprej in tako naprej. Vsa ta vprašanja so se postavila. In jaz sem takrat recimo izkoristil priložnost, da sem v času te rehabilitacije, da sem tudi doštudiral oziroma zaključil študij, tako da sem vsaj z tega vidika imel neko sigurnost, da vseeno, ko bom zaključil kariero, da se lahko prijavljam na pač razpise za delo in tako naprej. Je pa izredno stresno, sploh v Sloveniji, za športnika, ko zaključi, če se odloči za to pot, kar ti prvo te vprašajo, kakšne relevantne delovne izkušnje pa imate, in pač športnik nima relevantnih delovnih izkušenj. Prej sva jih ful naštela. Ja, ampak slovenski delodajalci v pravilu tega ne vidijo. Za slovenske delodajalce so relevantne delovne izkušnje pač vezane na službo, na podjetje, na pozicijo v podjetju, tiste naloge, ki si jih v okviru te pozicije upravljal, in pač športnik je v klubu igral rokomet ali pa nogomet ali pa pač katerikoli šport, in večina, čast izjemam, ampak večina slovenskih delodajalcev to ne gleda skozi prizmo nekih izkušenj ali pa delovnosti ali pa pridnosti strukturiranja, kakorkoli, kar so te neke prednosti športnikov, ampak gleda izključno skozi prizmo pač kandidata, ki nima delovnih izkušenj, in je z tega vidika za športnike dosti težko v tem obdobju pridobiti tisto prvo zaposlitev, od katere je pa potem vse lažje. Kako si pa prišel v marketing? Jaz sem se odločil za marketing, ker sem razmišljal o tem, kaj bi študiral. Študiral sem na daljavo takrat, ker kot rečeno je to bilo še v času moje poklicne kariere, ko sem še rokomet igral, se pravi nisem mogel hoditi na predavanja, niti na izpite, da bi delal fizično tu v Sloveniji, bil sem v tujini. In takrat ni bilo take velike ponudbe še v tem kontekstu izobraževanja na daljavo. Bil je nek ekonomski program, se pravi, da bi bil ekonomist, pa bil je marketing, in enostavno marketing mi je izgledal bolj zanimivo kot sam
ekonomist oziroma program. Ekonomija kot take. Ekonomija kot taka, marketing je vseeno, ko sem si prebral predmetnik in kaj vse v bistvu pokriva, se mi je enostavno zdelo bolj zanimivo. Ampak šel si pa pol v prodajo, če se ne motim, v Švico. Tako je, ja, tako. Šel sem v prodajo, so mi pa izkušnje iz marketinga in mi še dan današnji mislim, da izredno koristijo. Zmotno je prepričanje, da je marketing samo neke reklame in brošure in tako naprej, je stvar veliko bolj kompleksna in mislim, da v prodaji ti lahko zelo koristi. Koliko časa si bil v Švici pol? V Švici sem, kot rečeno, mislim, da nekih 8 mesecev. Aha, pa si še vedno delal za isto firmo, Potem ne? sem pa za njih delal tu v Sloveniji in pokrival Jadransko regijo. To si bil pa, če se ne motim, one-man band tukaj za regijo. Res je, imel sem cel support tam v Švici, ampak tukaj sem pa sam pokrival to regijo. Kaj pa občutek, ko šel si iz velikega in močnega tima v to, da si v bistvu pač sam v dnevu, oziroma kaj s poslovnimi partnerji, zastanki in tako, ampak... Je kar preskok in tudi v bistvu bil to največji razlog, da sem na koncu tudi zamenjal službo, ker sem se zelo dobro počutil v tem podjetju, za katerega sem delal za švicarsko podjetje, v tem švicarskem podjetju, ampak enostavno po tolikih letih sem pogrešal malo timski duh, timsko delo, brainstorming in to neki energijo, ki jo ima ekipa, tim kot tak. To, da delaš sam, ima svoje prednosti, ampak tudi slabosti in enostavno po letih dela za njih v tej obliki, da sem sam, ni bilo možnosti, da bi še koga kle zaposlil, zaradi tega, ker ni bilo take količine dela, da bi potreboval, se pravi, vse sem lahko sam pokrival z podporo iz Švice, tako da sem potem enostavno se odločil, da naredim nek korak naprej pa zamenjam. In to je zdaj ta zadnja, trenutna pozicija, direktor prodaje Iskratela? V poslovni enoti, ja, širokopasovno omrežje. Primerjava Švica oziroma švicarsko okolje, vodstvo v Švici s slovenskim oziroma... Dost nehvaležna primerjava. Je pa tudi dejstvo, da je pač tukaj gre za zelo, zelo veliko podjetje v primerjavi z švicarskim in je potem tudi težko primerjati te dve stvari. Preden si pa zamenjal, si se odločil pa še za en korak in si nadaljeval študij? Res je. To moramo povedati, da pri nas, na Ljubljana MBA ekonomske fakultete. Res je. Zakaj si se odločil? Zaradi tega, ker sem se spustil v te poslovne vode oziroma začel to neko poslovno kariero, mi je bilo takoj jasno, da pač je dobro, da sem ta marketing študiral in doštudiral, ampak da bom potreboval še nekaj več. Želel sem se pač še bolj izobraziti oziroma pridobiti ta neka znanja, veščine in tako naprej. Za MBA sem se odločil zaradi tega, ker se mi je zdel, da je najbolj celosten program, da res poslovno tematiko pokriva celostno. Predmetnik sem si pogledal in mi je bilo všeč, kaj vse zajema. Všeč mi je bila ta neka interaktivnost, ta način študija, kjer ni samo suhoparno podajanje informacij, kjer si zapisuješ, ampak je interaktivno z ljudmi, ki že imajo izkušnje, ki jih delijo, delanje na teh primerih, se pravi case studijih in potem tudi to izmenjevanje mnenj, kako bi kdo to rešil, kakšne so njegove izkušnje, ker mislim, da je to tista največja dodana vrednost takega MBA študija, če se že o tem pogovarjamo, da v bistvu vidiš še druga razmišljanja, druge pristope, druge izkušnje in potem apliciraš na to svoje delo, svoje delovno okolje in potem mislim, da tukaj lahko zelo veliko ven potegneš, če si pripravljen investirati čas. Misliš, da bi šel v podobno smer, kot si šel? Pomeni zapustil to švicarsko podjetje, se odločil za pač neko mednarodno korporacijo, ki je v Sloveniji. V vsakem primeru, ali je tukaj tudi ta študij te
zaznamoval uspeh? Študij sigurno odpre vrata. Pač študij, sploh MBA kot tak, je pač za življenjepis, je kot neka, kako bi rekel, vstopnica, ki ti pač odprejo vrata. Zdaj, a boš ti, a te bodo sprejeli ali ne, je odvisno od tebe kot človeka, pa od njih, pa je meč ali ni, pa tako naprej. Ampak sigurno ti odpre neka dodatna vrata, neke dodatne priložnosti. Zdaj, jaz ne vem, če je pač tukaj kakšna korelacija med MBA-jem pa menjavo pa tako naprej. Sigurno, da brez MBA verjetno ne bi dobil te priložnosti, ne bi pa rekel, da sem zaradi MBA-ja to zamenjal, tukaj je šlo za nek splet na ključi. Jaz sem se pač čutil, da je mogoče nek čas, da bi naredil nek korak naprej, dobil sem priložnost in se je odločil vzeti in izkoristiti. Ponovadi, ko vabimo alumine nazaj na ta pogovor tega podcasta, je minil seveda že nekaj let. Zdaj, ti imaš bolj svežo izkušnjo, ker je MBA seveda kasneje, ampak vseeno. Verjetno se zato toliko bolj pogosto spomniš na koga pa na kakšno situacijo, kot pa če je minil več let. Ampak a je kaj, kar ti je ostalo v spominu, a je kakšen aha moment, ki ga daj prekličeš, poleg sošolcev oziroma soudeležencev, ker seveda to je drug vidik, ali pa kakšen profesor, ali pa karkoli, a je kaj, kar rečeš, to je bilo to, ali pa zato je to tako. Sta dva. Kar se tiče profesorja Mojmir Mrak, meni osebno najljubši zaradi tega, ker je enostavno širina, ki jo premore, izkušnje, ki jo premore z tematiko, ki jo je posredoval oziroma predaval, ta neka, kako bi rekel, svetovna ekonomija, makroekonomija, povezana malo s politično konotacijo oziroma politično situacijo, sem si zelo zapomnil, tudi neka tematika, ki mene tudi tako zanima, tako da sem kar vpil tisto njegovo predavanje. Sploh je zanimivo, kot sem rekel, ta MBA študij je res interaktiven, kar pomeni, da lahko sprašuješ in potem v bistvu pride do neke izmenjave mnenj, diskusij in tako naprej. Tako da se nismo čisto vedno držali tistega nekega predmetnika. In je bilo zelo dobro slišati njegovo mnenje, ki je bilo utemeljeno, pa zelo tako pač baziralo na nekem znanju pa izkušnjah. Takrat, ko sem jaz študiral, se je ravno dogajala problematika Mercatorja pa Agrokorja, vse to skupaj, in potem smo pač seveda sošolci hoteli zvedeti čim več pa mnenje, in potem smo kar nekaj časa namesto za študij porabili za diskusijo o teh temah, pa o tej temi. Tako da z tega vidika sigurno Mojmir Mrak. Druga stvar, ki sem si jo pa zapomnil, pa mi bo ostala za vedno, MBA študij, je pa stavek, well, it depends. In to je bilo... Čigav. Vsi profesorji, kadarkoli je bil case study, pa kadarkoli si hotel kaj za sebe vprašati, kako bi morali kaj rešiti, pa kaj oni svetujejo, je bilo well, it depends. Mi bomo dali v naslov tega podcasta dve zadevi, ena je manjana, ena pa it depends. Lahko. Kaj te dela dobrega prodajalca? Ne vem, to bi morali pa drugi povedati. Če sem dober prodajalec. Ja, očitno si, ne? Pa kaj je, to pa ne. Ok, pa zakaj te pa veseli? Kaj je pa... Delo z ljudmi, komunikacija je. Vseeno je to neka komunikacija, delo z ljudmi. Mislim, da tudi prodaja je v bistvu lahko prodaja tako ozek pojem, kot prodati nekomu nek produkt, hkrati pa če širše pogledamo, vsi prodajamo nekomu. Pač ali otrok prodaja mami, zakaj naj mu kupi neko liziko, ali pa najstnik, zakaj naj ga pusti do 11 zvečer odzunaj, ali pa s partnerjem, zakaj bi šla na morje in ne v hribe. In to je pač ta neka medsebojna komunikacija, povezana z neko argumentacijo, z nekimi mogoče načini ali pa veščinami prepričevanja in tako naprej, tako da to mi je zanimivo. Že kaj načrtuješ za naprej, v smislu, kje, pa ne bom rekla, kje se vidiš čez 5 let ali pa 10, ampak a je to, misliš, že trenutno pot to in prodaja, taka strateška? Ne vem, ne bi se na ta način umeval.
Ne bi si nikoli po koncu rokometne kariere mislil, da bo šlo tako, kot se je kasneje izkazalo, in nekih načrtov ali pa planov za čez 5 let si ne delam, ker mislim, da tudi bi bilo popolnoma nesmiselno. Tukaj, kjer sem, probam dati največ od sebe, največ potegniti ven v smislu nekih izkušenj. Kam me bo pa naprej pot zapeljala, bo zanimivo videti. Kaj pa te motivira na službenem področju? Ja, ne vem, jaz sem pač recimo temu goal orientated, se pravi, da ciljno usmerjen po slovensko, kar pomeni, da če imam nek cilj, to doseganje teh nekih ciljev, ki si jih zadajaš, in to v tem mogoče, da mi je največje veselje, ko dosežem tisto, kar si zadanem za cilj. Kako pa reagiraš, kadar ne gre vse po planu? Jaz sem po svojem pristopu dosti analitičen, tako da mogoče celo preveč, da potem probam nekako analitično se lotiti tega, da vidim, kaj je šlo po zlu, zakaj se kaj ni šlo, a je mogoče bil cilj narobe postavljen, previsoko postavljen, a je na poti do tega cilja se kaj ni šlo. Tako da probam si nekako logično razložiti, zakaj se kaj ni išlo po željah. Misliš, da je potem prodaja bolj data-based, pa temelji na analitiki, ali je to intuicija in si z njo rojen? Oboje. Mislim, da za prodajo moraš biti izredno dobro pripravljen, izredno dobro moraš poznati kupca, izredno dobro moraš poznati svoj produkt, tisto, kar ti prodajaš, tisto, kar so neke dodane vrednosti tvojega produkta, tisto, s čimer se ti diferenciraš, zakaj si drugačen od konkurence, zakaj bi nekdo kupil tvoj produkt in ne od konkurence. Hkrati moraš pa imeti to neko intuicijo, neko to človeško, kako bi rekel, dimenzijo, da lahko nekoga prepoznaš in vidiš, kater pristop je pri njemu pravi, kateri je tisti pristop, s katerim boš dosegel ta nek maksimalni učinek, cilj in tako naprej. Za zaključek bom šla še malo nazaj v šport. Še vedno si povezan, še vedno si vpleten, a se vidiš, da boš nadaljeval v prihodnje še pač povezavo, vzdrževal stik z rokometom, vidiš še kakšno dodatno funkcijo, ker vmes nismo omenila, tudi na Slovanu si imel nekaj marketinških. Na začetku, ko sem se vrnil sem, zdaj nisem več tam nič povezan s tem. V bistvu je šlo bolj za neko svetovanje, kot da bi bila neka zares funkcija. Šlo se je bolj za to, da tudi Rokometni klub Slovan, ki je moj domači klub, kjer sem jaz začel svojo športno kariero, je v bistvu bil cilj, da gre nekako v korak s časom, predvsem v tem naslavljanju ciljne publike, se pravi mladine, otrok, šolarjev, in v bistvu ne čakati, da oni pridejo, ker v današnjem času imajo otroci izredno veliko ponudbo aktivnosti, obšolskih dejavnosti in tako naprej. In v bistvu smo hoteli postaviti nek koncept, kako bi z krožki na šolah v bistvu privabili čim večje število otrok, da bi se začeli ukvarjati z rokometom. Podobna potem zgodba lahko tudi, bi rekel, z Iskratelom, oziroma delate kaj podobnih aktivnosti že med mladimi? To je bolj vprašanje za našo kadrovsko službo, ampak v bistvu je situacija zelo podobna. Na trgu dela, to, kar lahko rečem, da tudi jaz zaznavam, ker smo iskali v naši ekipi, da bi pridobili novega sodelavca. Zelo se moraš boriti, da bi pridobil, da bi pripeljal neke kandidate, take, kot si jih ti želiš, da bi izpolnjevali te neke tvoje pogoje in kriterije, in situacija na trgu dela zahteva, da si kot delodajalec aktiven, da nekako v bistvu nagovarjaš to ciljno publiko, tako da mislim tudi, da v Iskratelu, kar se tega tiče, delamo zelo dobro na tem področju. Je pa res za zaključek, če bi napisal knjigo, o čem bi jo napisal? Lahko najprej rečeš, da je povezana s športom ali povezana s čim drugim?
Ker te ne spustim iz tega športa. Ne vem, z športom ne vem, če bi jo zares pisal. Nikoli nisem razmišljal o tem, da bi knjigo pisal. Okay. Ne vem, mogoče bi pa v odraščanju na Fužinah. Okay. Ta bi bila še najbolj taka, da bi me mogoče zares veselila, pa zdi se mi, da bi znala biti zanimiva. Top. Če smo ti dali idejo, nam pošlji en izvod. Mislim, da bo še kar trajalo, če sploh kdaj pride do knjige. Hvala ti za danes. Hvala tebi.